Ali je za slovensko družbo pomembna organizacija takšnih projektov, kot je ta? Po mojem je vsekakor to zelo pomembno, ne? Zato ker nekdo mora obstajati, ponavadi je to civilna družba, ki da inicijativo, da se neke stvari, ki so prikrite, zakrite, izpostavijo v seveda v pozitivni podobi. Ali mislite, da bi slovenska družba v prihodnosti lahko v miru živela skupaj z Romi? Jaz osebno menim, da seveda bi lahko, ne? Zato ker je potrebno samo malo odpreti srce, pa morda pogledati z drugega zornega kota in videti, da so Romi prav tako ljudje kot vsi ostali, seveda pa so tu problemi, ne? Problemi, ki pa se jih, jaz sem optimist, da urediti in bi lahko vsi živeli v sožitju. Zanima nas, kako to, da ste se podali v raziskovanje Romov? Imela sem to srečo, da sem spoznala te romske voditelje, predno je romsko vprašanje postalo tako prioriteta v evropskem prostoru in smo dejansko prijatelji. In sem nekako sodelovala v razvoju tega romskega gibanja in zato se čutim povezana z njimi in s to vizijo in idejo. Menite, da se sprejemanje Romov v slovenski družbi, če gledamo na preteklosti, nazaj spreminja na boljše? Absolutno, zanimanje je zelo veliko in tako na nivoju znanosti, v različnih raziskavah, v študijah, po drugi strani pa je tudi veliko več Romov dejansko vključeno v javno življenje. Kaj pa na splošno mnenje neromskih državljanov Slovenije o Romih? Mislite, da je v povprečju dobro ali slabo? Ja, zelo težko govorimo o povprečju, ker dejansko res je določen segment populacije, ki tudi na vse te pozitivne premike odgovarja z nestrpnostjo in izključevanjem. Kako to, da ste se podali v raziskovanje življenja Romov? Zaradi tega, ker sem prišel v Prekmurje in sem se v Prekmurju neposredno z njimi srečeval. In kot učitelj v razredu, seveda, ker sem socialne razmere proučeval, sem videl, da če se ne bom z romsko problematiko ukvarjal, potem tudi učnega uspeha ne bo. In kakšno je Tancerjevo mnenje o položaju romskih žensk v Sloveniji? Ja, se zdaj izboljšuje. Če primerjam tisto, kar je bilo nekoč pa zdaj, to je velikanska razlika. K temu prispeva že to, ker se izobražuje, izšolajo, če že samo osnovno šolo da zaključijo in potem nekatere še naprej, to seveda spreminja tudi njihov položaj in pa tudi samo, bi lahko rekli, notranjo dinamiko medsebojnih odnosov pri Romih. Kakšen pa bi bil vaš komentar na politično dogajanje na slovenskem prostoru glede Romov, torej predvsem mnenja gospoda Jelinčiča? No, to pa moram vam povedati, da sem vedno ogorčen, ko to poslušam, pa ko gledam in mislim, da politika še zaenkrat svoje odločne besede ni povedala, da bi to obsodila. Ker čisto preprosto povedano, takšni le politični izpadi ven so veliko škodo večinskemu narodu, ne samo Romu. Pa vi menite, da v večini slovenska družba ne odobrava Romov ali da jih večina odobrava? No, jaz mislim, da jih. Da to, kar prihaja ven, so ekscesi, če bi pa posplošil, pa ne verjamem. Mislim, da so odnosi med ljudmi z večinskega, torej nas Slovencev, do Romov in do drugih so vendarle bolj strpni, kot se kažejo.